Rum, pum, pum, še ne gremo domov. Rum, pum, pum, še ne gremo domov. Rum, pum, pum, živijo, Res ne gremo še domov, vse slovenska reprezentanca še ne gre domov z evropskega prvenstva, ampak ja, Slovenija gre naprej. Glej. Lahko bi prepevala cel podcast, lahko bi se veselila. Sicer dvomim, da bi potem to kdo gledal in poslušal. Res je. Predvsem poslušal, no. Včeraj smo doživeli, ja, verjetno eno najlepših, če ne celo najlepšo nogometno zgodbo slovenskega nogometa. Čeprav tekma pa ni bila za neke nogometne ljubitelje. Ja, pa tudi za take z rahlimi živci ne najbolj. Nič na koncu, rezultat, ki je za Slovenijo zlata vreden, ki Slovenijo pelje v osmino finala, ki jo pelje iz skupine, kar se v zgodovini slovenskega nogometa še nikoli ni zgodilo. Ampak ja, Slovenija se je postavila zrelo, taktično, z jasnim taktičnim načrtom, odgovorno, požrtvovalno. Vedela je, da če se spusti v neko dirjanje gor in dol z temi angleškimi velezvezdniki, da verjetno nima možnosti. Tako da je pač čakala na neke svoje trenutke v čvrstem obrambnem gardu. Ti trenutki sicer niso prišli, ampak je pa bil gard dovolj močen, da je zdržal tudi Harryja Kanea in vse ostale zvezdnike treh levov. O tem, kakšen zid je v Kölnu sinoči postavila Slovenija in kaj čaka Slovence v nadaljevanju prvenstva v Evropolcajtu, to je podcast o igriščih, igralcih, trenerjih, športnih direktorjih, selektorjih, to je podcast o nogometu Evropolcajt. Bolj ko je slovenska reprezentanca usklajena, manj smo midva s tem introm. Kaj? Pa nima veze. Važno, da fantje na igrišču oddelajo to, kar morajo. Lepo si zapisal v poročilo tekme, da Matjaž Kek dejal, da pa sej vi ne veste, kako bomo mi igrali. In ja, igro je zastavil tako, da je bilo to najboljše za slovensko izbrano vrsto. Fantje so garali, trpeli, bili izčrpani po tekmi, ampak prišli so do zastavljenega cilja. Slovenska mreža se ni zatresla. Ni se zatresla tudi angleška, ampak v tem primeru to ni štelo v negativo za Slovence. V tem primeru je to pomenilo, da se Slovenija uvrsti v osmino finala. Ja, tako je. Matjaž Kek ni eksperimentiral z prvo enajsterico, poslal je povsem istih 11 fantov kot že na tekmah proti Danski in Srbiji. Med drugim tudi Gareth Southgate ni pretirano eksperimentiral, samo opravil je menjavo tam na sredini igrišča, pa namesto Trenta Alexander-Arnolda postavil Conora Gallagherja, ki je sicer ga potem že takoj na začetku drugega polčasa zamenjal, ampak pustimo za Angleže. Ja, kot je tudi selektor Kek potem na novinarski konferenci po tekmi izpostavil, je bilo zelo pomembno, da so v tekmo krenili tako, kot so se dogovorili. Da so že takoj na začetku pokazali Angležem, da jim pa ne bodo skozi prepustili inicijativo, da bodo oni igrali. Slovenija je zelo odločno krenila. Prva priložnost na tekmi je bila njena, zelo lepa priložnost. Benjamin Šeško je bil tam praktično sam pred vratarjem. Mislim, da bi se z glavo dalo tudi bolje zaključiti, ampak dobro, na koncu tudi ta zgrešen strel, ki je praktično edina neka res zrela priložnost Slovenije na celi tekmi, ni bil usoden. Ja, tisto mu je Stojanović odložil, v tistem primeru. Šeško to se vidi, da mogoče ni trenutno v najboljši formi, ampak vseeno, kljub temu, da ni tako zelo nevaren za nasprotnikov, gol je pa vseeno zelo pomemben pri vršenju pritiska na zadnjo linijo nasprotnika, pri borbi za tiste druge žoge, v nekih duelih ob visokih žogah, po strelih iz slovenske zadnje linije. Ja, oba z Andražem Šporanjem res veliko delate v obrambi. Benjamin Šeško postaja kralj defenzivnega kazenskega prostora, pri prekinitvah se seveda vrača nazaj, tam pobira skoke.
Pa kot si že prej omenil, te dolge žoge običajno letijo na njega in običajno jih tudi ujame. Zdaj, kakšne ne odloži najboljše, ampak vseeno, za Slovenijo še vedno nepogrešljiv igralec, pa čeprav v napadu še nismo videli tistega, kar zna. No, sta bila tukaj tista fantastična strela proti Danski, ko je za kakšen milimeter vse skupaj zgrešilo. Pa tudi Andraž Šporar, res bil je proti Danski zelo izpostavljen zaradi tistih zgrešenih priložnosti, ampak zdaj vse to je nadoknadil, čeprav se ne znajde več toliko pred nasprotnikovim golom, ampak res dobro pritiska na zadnjo linijo nasprotnikov in pa se pomaga braniti. Ne nazadnje je tam nastavil oko po tistem strelu, mislim, da Sakaja z škaricami, da le ne bi žoga končala v slovenski mreži. Navijaš? Navijam! Pripravi se za vroče športno poletje z nogometno navijaško kolekcijo. To je tvoja igra. Intersport. Ja, po vseh igralnih mestih bi se lahko šla in pohvalila nogometaš, ampak to boš ti počel v oceni igralcev za petkov ali sobotin večer, se upravičujem, malo sem smeden že. Bo za četrtko. Za četrtko večer. Danes na večer.com. Tako, odlična zvezdna linija z Garaškim, Mlakarjem na drugi strani, z Stojanovićem, ki igra vse bolje, na sredini dober dvojec, Elšnik, Neznačerin celo igralec tekme po izboru UEFA, da ne prehvalimo tudi Vanje Drkušiča in Jake Biola z najvišjimi ocenami na različnih portalih za to tekmo. Jaka Biol je tudi z rumenim kartonom poskrbel za to, da se Slovenci ne bodo merili z Nemci v osmini finala, kajti Slovenija je imela en rumen karton več od Danske, ali so bili izenačeni zdaj na koncu? Z kartoni igralcev ste bili reprezentanci izenačeni, okay, kar pomeni, ker štejejo tudi kartoni, ki jih je dobil klub. Zaradi kartona, ki ga mislim, da v finišu tekme proti Srbiji dobil Milivoje Novaković. Je pač zdaj ta kriterij fair playa čisto malenkostno na strani Danske. Ja, Danska je obdržala drugo mesto, čeprav je res po vseh parametrih izenačena Slovenijo, isto število doseženih golov, ista gola razlika na medsebojni tekmi se je končalo z remijem. Ja, v rumenih kartonih je boljša, bi pa potem, če bi bilo tudi tu izenačeno, bila Danska vseeno najboljša, ker tisti zadnji kriterij pa je potem, komu je bolje šlo v kvalifikacijah, in tam vemo, da nas je v skupini Danska prehitela, čeprav smo v kvalifikacijah končali z enakim številom točk. Medsebojne tekme so bile pa na strani evropskih prvakov iz leta 1992. Dobro, zdaj nisem še vseh igralcev naštel, ampak ja, pustimo to res na strani. Številka 1 v prezračevanju. Popuste smo povišali vse do 60%. Največ prezračevanja za vaš denar. iVent. Mogoče se dotaknemo le še tega, da se je po skoraj 1000 dneh na uradno tekmo, torej tekmovalnega značaja v reprezentanci vrnil Josip Iličić. V poznih minutah, po tistem res 15-minutnem pritisku Angležev, po 15 minutah, ko se je na stadionu slišalo le Angleže, pa moramo pohvaliti Slovence, ki so bili znova v manjšini, pa so neverjetno navijali tako v mestu kot tudi na stadionu, ampak ja, tistih 15 minut je bilo pa peklensko na stadionu in ja, takrat je Matjaž Kek v igro poslal veterana in verjetno zdaj vidimo, da je zadev v polno, sicer nekega presežka nismo opazili, ampak videli smo pa takoj faul nad Jojotom, takoj sicer tudi ovacije slovenskih tribun in nova energija in verjetno tudi nekaj respekta
strani Anglije. Ja, pa tudi kakšna zdržana žoga več, ne, da je bilo lažje zdržati ta pritisk, tako da mislim, da Josip Iličić je naredil svoje za to tekmo proti Angliji. Kaj ti je bilo najlepše na včerajšnjem dnevu, včeraj? Kaj ti je bilo najlepše včeraj? Se opravičujem, utrujeni smo. Mislim, da sam tisti trenutek, ko je sodnik zapiskal, Ko si vdaril po mizi, ampak pa si vedel, da še moraš članek poslati. ja, je pa to trajalo ravno mogoče kakšne 2-3 sekunde. Mislim, da se čuje na enem od mojih posnetkov, ki ima na Twitterju 15.000 ogledov, ampak samo sliši. Nisem ti še povedal. Sem kaj grdega rekel? Ne, ja, to si rekel. Ja. Ja. Tako, ja, tisti je res bilo, mislim, da tako eno iskreno veselje, no, da je Slovenija naprej, ki so ga pa potem takoj zamenjali skrbi z neravno delujočim programom za oddajanje tekstov. Lep pozdrav v Zagreb. So v Zagrebu ali so nekaj tam? Na Hrvaško. Ja, I'm ahead of the game. Vse poti vodijo do posebne ponudbe za nove stranke banke. Sklenite paket komplet do konca julija in prejmite 9 mesecev brezplačnega vodenja. Nova KBM, članica skupine OTP. Članki so bili objavljeni, bodo še in prihajajo. Hvala tudi vsem, ki nas spremljate na različnih platformah. Včeraj res neverjeten odziv. Bili smo v Tanzbrunnen navijaški coni, tam neverjeten koncert Siddharte. Jaz sem v enem od tekstov zapisal, da pač se je ponovil Amsterdamski dam, čeprav me tam ni bilo, ampak vsaj po tistih fotografijah, ki jih najdemo v arhivu Večera, pa s tistimi posnetki, ki sem jih videl izpred 24 let, se je dalo primerjati te prizore včerajšnjega koncerta Siddharte. Potem pa je sledil še ta en marš, več 100, mogoče več 1000 navijačev od parka po Kirchburgerstraße. Kaj se mi smejiš? Turistični vodič po severnem Porenju v Vestfaliji. Kako dobro že obvladaš vsa ta imena, trgov, ulic. Rajim 4 dni, da se mu naučim, pa še takrat nisem ziher, da je prav. No, res je bilo, pač tudi te posnetke lahko najdete, seveda se na Večerovi spletni strani. Prav razmišljal sem pač včeraj zvečer, oziroma ko smo odhajali potem proti Wuppertalu. A ja, mimo grede imamo nadomestno vozilo, tako da vse štima, če se še spomnite prejšnjega podcasta. Ja, pač res dogaja se ves čas, ne, da se ta zgodba nadgrajuje in da postaja vse lepša. Pa smo imeli vmes tudi malo kislih minut z tistimi komunikacijskimi šumi med NZS-jem in novinarji, ampak celokupno pa je poletje že lepo, pa se še v bistvu športno gledano ni zgodilo vse, kar se lahko to poletje zgodi. Jaz verjamem, da se bodo podobni prizori ponovili tudi v ali Frankfurtu ali v Münchnu, kje to bomo izvedeli nocoj, ko se še odigrajo zadnje tekme in bo dokončno jasno, kdo vse od teh tretjeuvrščenih se uvrsti v osmino finala. Slovenija zagotovo je tam, tu ni več strahu. Potem bomo spremljali, ali Portugalci ali zmagovalci skupine E, najverjetneje Belgijci. Tako da ja, spet tekma, ki dovoli neke sanje. Ste vabljeni torej na vecer.com in na različne platforme, da nas sledite tudi tam. Jaz mislim, da bo za danes tokrat dovolj. Zasegimo z eno kavico, napolnite energijo, pa zopet za računalnik in k pisanju zgodb po Evropskem prvenstvu 2024. Spremljate Večer. Srečno! Srečno.